Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta naša dva stalna komentatorja, Edvard Kažič pa Ljuš Pednač, lepo pozdravljena. Delovna tema današnje oddaje pa ali naj Janša zgolj vlada ali naj tudi spreminja Slovenijo. Zdaj, malo se ta tema nanaša na eno od tvojih zadnjih kolumn, ki sem jih bral. Ampak začel bi pa tako, smo že praktično v tej temi, prvi zapleti ob tej jutrišnji proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 35 let je od tega. Zdaj se bomo pogovarjali o tem, kaj se je zapletlo doslej, ker lahko da se še kaj zaplete, potem, ko bomo končali to snemanje. Aljuš, kaj praviš na to? Praporščaki, rdeča zvezda, lipov list, vabila, ne vabila in podobno. Pa stalno se nekaj zaplete, ne? Ne vem, je to posledica Merkurja ali česa drugega, ampak neka taka dosti nesrečna proslava se kaže, ne. Zdaj objektivno proslava je ratala zapletena, ko smo pač pravilno raztolmačili volilne rezultate, ne. To je roko na srce, ker vemo, da ko pač vlada Janez Janša, so takoj problemi, ne. Zdaj dejanski ali pa namišljeni, ne. To je, se mi zdi, nek tak objektivni razlog, kjer je bilo jasno za pričakovati, da bodo tu potrebna neka določena usklajevanja. Jaz bi sicer, če dovoli, šel še pol koraka nazaj, pa bi rekel, da že pred praporščaki smo imeli zaplet okoli uradnega govorca na proslavi. Če pravilno vem, je pač nekako potem na ravnem vrstnem redu, ki sicer vemo v slovenskem pravosodju, da velja razen kadar ne, je bila predsednica republike zdaj na vrsti, da govori, in potem so pač tam našli nek kompromis, da sta zdaj uradna govorca dva napovedana, se pravi ona in novo izvoljeni predsednik vlade. Mislim, da namen... A se to že ve? Kdaj bo kdo govoril, kdo bo prvi oziroma kdo bo to drug? Da bi jaz vedel, ne vem, ampak tako da ne vem, kako so se... Jaz sem dobil vabilo, ampak ne vem, zdaj, če iz tega vabila to izhaja. To pač odstopa od dosedanje prakse. Jaz sicer mislim, da namen je bil hvalevreden, pokazati pač neko enotnost. Sicer se bojim, da zaradi velikega števila zelo namernih in škodoželjnih bo to mogoče celo kontraučinek doseglo, ker lahko se tudi tolmači, da imaš dve Slovenije, zato sta dva govorca, vsak bo svojim govoril. Mogoče se je tega tudi predsednica republike malo ustrašila, pa je zdaj dala to izjavo, da sta se z Janšo dogovorila, da bosta poskušala sodelovati. To ne vem, kako bi se lahko komentiral, ker prvič, kar se pogovarjaš na štiri oči s predsednikom vlade, potem ponavadi ne daješ v javnost, ali pa s komerkoli drugim. In drugič, vse normalno je, da morate sodelovati predsednica republike in predsednik vlade. Mislim, to, da sta se, jaz ne verjamem, da je šel Janša k njej pa je rekel, poslušaj Nataša, dajva se probati zmeniti, da bo poskušala sodelovati. To je očitno neka njena interpretacija in spet se mi zdi bolj kontraučink povzroča, ker zdaj, če ti ne bi tega omenil, pa bi sam sodeloval, bi pač mi vsi videli, da sodelujeta. Zdaj, če ti govoriš, da bo ta probala, se bomo spet zdaj, a dosti močno probata, kdo se bolj trudi, No, pa smo prišli pa pač do tega zapleta s temi prapori, ki mogoče bi ga lahko dali pod kapo pač nekih ideoloških nasprotovanj novi vladi, če ne bi umanjkala tudi organizacija Tiger, Pa Zveza društva generala Majstra. Tako, se pravi, ne gre v bistvu za nek nesporazum na liniji, bi rekel pač NOB pa ne NOB, To se mi zdi z mojega vidika nepotrebno, jaz se za to ne bi odločil. Zdaj razumem argumentacijo, kaj moti nekatere na praporih pač Zveze združenj borcev, ampak roko na srce ti, ki so se takrat borili, so se pod takimi prapori borili. Jaz ne vem, kako lahko ti zdaj z 60, 70, 80 let nazaj spremeniš prapor, pač odšraufaš tisto zvezdo dol, pa daš nekaj drugega gor ali pa nič. Tako da mislim, da novi oblasti, ki se sicer zelo trudi, kar je hvale vredno, da pokaže, da ni tu zdaj, bi rekel, da se trudi biti oblast pač vseh, tako kot je tudi normalno, kar recimo Golobova vlada se ni, Golob 4 leta ni pokazal toliko truda, da bi rekel, da je pač on pač predsednik vlade vseh Slovencev, ampak samo tistih, ki so glasovali za njega.
da niso rabili tega zapleta. No. Se upravičujem, ker sem bil predolg v vodu, ampak se mi zdelo prav, da nekako razumem, se je povabilo tem prapoščakom, oziroma pač društvom in tako dalje, se je zdaj nekaj modificiralo. Ne. Zdaj ne bi lipolist bil po domače rečeno spet dovoljen. Ne. To je zdaj, so rekli, da ideološki simboli niso, nacionalni pa kulturni simboli. Ampak temu se vidi odklonu. Je rekel, da in da je pač bila proslava pripravljena diletantsko. Zdaj, jaz nisem bil v to vključen, jaz težko sodim, koliko diletantsko je bila. Mislim, na prvo žogo Jelku Kacinu tudi bi težko učitali, da se je diletantsko tega lotil. Ne. Tako da me načeloma moram reči, da sem začuden, da je do tega prišlo. No. Ker če pogledam ljudi, ki so bili pač upleteni, se pravi na eni strani Jelko Kacin kot predsednik organizacijskega odbora, direktor UKOM-a, naš bivši kolega Sebastijan Jeretič, Janez Janša v končni fazi kot predsednik vlade, me čudi, da je do tega zapleta prišlo. Jaz upam, da se bo zadeva rešila, ker res bi bilo slabo, da bi zdaj štartali pač mandat z nekimi takimi zapleti, pa bi potem tam se preštevali tiste zastave oziroma prapori, pa gleda, kdo je tam bil, kdo ni bil. No. Nekaj časa je še, kot si sam rekel, da se to uredi. Je pa moja ocena, jaz ne bi tega tako naredil in mislim, da to pač novi vladi ne koristi. Sam še nekaj, sekundo. Ja. A misliš, da je možno, recimo, da Nataša Pirc Musar zavrne to, da bi pač jutri govorila? Ja, jaz upam, da ne, ker to pa pač pol bi res bilo, to, kar sem prej rekel, se pravi, neko umetno poskušanje pač ustvarjanja vtisa, da obstajata tu neki dve Sloveniji. Ne? Jaz mislim, da ne obstajata dve Sloveniji. Res je, da smo mi pač ideološko in sicer razklani in tako naprej. Res je, da eni iz tega pač kujejo politični, ekonomski, ne vem kakšen še kapital, ampak da bi pa bili mi zdaj na pragu ali pa sred neke latentne, hibridne državljanske vojne, pa jaz ne verjamem. Sej dogodki, ki so šli obok izvolitvi te nove vlade, to potrjujejo. Zakona, ki sta bila sprejeta, to, da je Jaša Jenull samo kocki kolesaril, da tam ni bilo nekega dogajanja naroda, kaže na to, da ta, bi rekel, umetno ustvarjena polarizacija ne prime. Ne? In če je predsednica republike resno mislila, sicer za moj okus nespretno svojo javno izjavo, da sta se z Janšo pač dogovorila, da bo to poskušala sodelovati, jaz mislim, da ona bi pač morala na tej proslavi govoriti. Res pa je, da če tam ne bo pač skoraj nobenih zdaj, kot zdaj kaže ta hip praporščakov, tudi njo potem postavlja v neroden položaj, ker sigurno pa bo pritisk, verjetno si iz tega tudi ti črpal svoje vprašanje, verjetno pa bo zdaj blazen pritisk na njo, da pač tam ne sodeluje, ampak jaz upam, da se bo znala pač temu pritisku upreti, ker jaz sem zagovornik deeskalacije, ne eskalacije, ker če mi, sicer kot mlada država, ampak vendarle po 30 plus letih samostojnosti ne znamo niti ene državne proslave speljati normalen, pa tudi ne vem. Izvoli. Ja, najprej, jaz mislim, da so stvari mogoče majčkeno prehitro šle naprej, v smislu, da na eni strani je verjetno bila neka ideja, da je potrebno s temi simboli revolucije in tako naprej nekako prekiniti na eni strani, na drugi strani je pa to šlo mogoče majčkeno prehitro. Za moje razumevanje bi rekel, da je mogoče malo manjkalo takta, kako to izpeljati. Govoriš zdaj o odboru? Govorimo recimo tudi o teh praporih, pa vsem tem, kar se zdaj začelo dogajati. Jaz mislim, da tisto zvezdo je najmanjši problem učrava dol. Druga stvar je pa, da je v ozadju nekaj, kar v slovenski zgodovini ni razčiščeno. In sicer to, da so se ljudje tudi pod rdečo zvezdo borili za Slovenijo, za osvoboditev izpod okupatorja, da je potem komunistična partija to izkoristila za neko interno revolucijo in Slovenijo oziroma Jugoslavijo porinila v neko enoumje, kar je danes čist izven našega horizonta razmišljanja, da bi nekdo pričakoval, da bo, ne vem, SDS ali pa Golob ali pa, to se pravi Svoboda, imela 100% oblast oziroma imela vseh 90 poslancev, je za leta 2026 to težko sploh razmišljati o tem, ne? Ampak to je bilo 46 let v času osvobojene Jugoslavije. Ne? In ker to ni razčiščeno v naši zgodovini, da so se ljudje, ki so iskreno verjeli, da se je potrebno to se pravi izkopati oziroma osvoboditi izpod
škorna okupatorja in so potem na neki točki bili prisiljeni ali pa tudi ne, pristali na to notranjo revolucijo, ki jo je komunistična partija izpeljala in na eni strani pobila nasprotnike, na drugi strani si uzurpirala oblast in pač odvladala naslednjih 45-46 let, to pa je problem. Ne? In zato sem rekel, da mislim, da bi tukaj pogrešam nekoliko več takta v tem prehodu. Mi smo v eni od oddaj o tem govorili, da ima Janša ta trenutek priložnost, to se pravi ta Janševa vlada, ta priložnost zaključiti s tem obdobjem neke tranzicije, končati to tranzicijo. Ne? In jaz mislim, da v sklopu tega končanja bi jaz nekako si želel nekoliko več takta na kakšen način izpeljati, ne? Da tisto, kar je simbolika komunizma, ta vidik se mi zdi, da ne paše na tak način noter. Tisto, kar je pa simbolika v tem konkretnem primeru narodno-osvobodilnega boja in tega osvobajanja izpod tiranije nekih okupatorjev, to je pač druga stvar. Ne? In če bi to nekoliko bolj taktno izpeljali, bi bilo verjetno bistveno lažje. Ne? In pa se odšraufati tehnično verjetno res ni problem. Ne? Mislim, kaj je tam na vrh tistega prapora, več, jaz bi ne glede kaj je na zastavi, če je gor slovenski grb, je to slovenski prapor. Jaz bi si potem upal tudi na tak način interpretirati, pa nočem, ker čisto premalo poznam te heraldične zgodbe pa simboliko znotraj tega, ampak kljub vsemu. Drugi vidik je pa ta zgodba z dvemi govorci na proslavi, ne? Tukaj pa mislim, da pa to pa je mogoče nekoliko bolj taktičen pristop, ne? In da nam tudi vsem skupaj ni potrebno čisto vsaki stvari loviti neke ideološke predznake, zakaj bi zdaj moral, to se pravi, meni se zdi zelo na mestu razmišljanje, zdaj, da bi lahko ljudje razumeli, da ena zagovarja eno ideologijo, drugo ideologijo, ne? Ampak v končni fazi je pa odvisno od vsebine, ne nazadnje, ki jo bosta predstavila oba govorca. Jaz upam, da bosta oba, da se ne zgodi tega, da recimo predsednice ne bi bilo, ker za Janša pač vse in mislim, da bo v vsakem primeru. In glede na to, kaj bosta vsebinsko pač povedala, ne, je to tisto, kar mislim, da moramo precej podrobno prisluhniti, kaj bomo slišali. Ne? Ker zdajšnji te nagovori, recimo ta zadnji nagovor od predsednice, ko je bil Janša tu zraven, na srečanju, smo se upravičeno sprašvali, je bilo to mišljeno za Golobovo vlado že napisano, ali je bilo to zdajšnjo, mislim, o čem govori, ne? Nasplošno, ta perfidnost v bistvu nekih, ki jo lahko spremljamo recimo v zvezi s tem protestiranjem proti novem zakonu v zvezi z preiskovalnimi komisijami, da ljudje sploh ne moramo razumeti. Če so včeraj tebe preiskovali, danes pa te isti ljudje govorijo, kako ne smejo preiskovati novinarjev, jaz mislim, da moraš biti nor, da nasedaš takim zgodbam, oziroma da moraš biti, tako kot je gospod Simoniti to rekel, avtentičen bedak, da to sploh blebetaš take stvari. In pričakuješ, da ti bojo ljudje verjeli. Ampak glede na ustroj in razumevanje slovenskega volilnega telesa, očitno to ima nek doseg. Jaz sem včeraj znova, pač sem poslušal gospoda Sajovica, pač bivšega branega ministra poslanca, ki je govoril s temi preiskavami, to ni v bistvu opisoval moj primer, in je pač to je bilo res, ampak dobro, zdaj pač taka je situacija pri nas, ampak to okoli te taktike, zdaj prijatelji Jelka Kacina pravijo, da je on se počuti kot riba v vodi, na funkciji predsednika takšnega odbora za organizacijo te proslave. Tako da verjetno so mogli neko taktiko, bom rekel, preštudirati, premisliti pa tako dalje, ker zdaj so očitno modificirali vabilo, to so ideje. Zdaj pač Kacin razlaga, da so ga nekateri praporščaki preveč črkobralsko brali, in da bo zdaj treba pač neke določene stvari pojasniti. No, mi, ko spremljamo nasplošno te samo to je malo nenavadna situacija. Vabilo se prebere, se to možno prvi pogled. Ko ti spremljaš te izjave organov, recimo razna vabila in tako naprej, se ti zdi, kako je vse lepo in prav skoordinirano, urejeno in tako naprej, ampak v resnici ne vemo v zadju, kaj se zgodi in meni to vse skupaj bolj deluje, da grejo stvari nekoliko prehitro, vsi te odzivi in vse te reakcije, kot pa bi človek pričakoval, da bo, mislim, sej verjetno bi tudi pred
temi vabili lahko kdo kaj telefoniral, pa rekel, poslušaj, a ti lahko včravaš tisto zvezo dol, ali ne, a boš ustrajal na tem in tako naprej, ne, da je mogoče malo več tega v ozadju, če smem tako reči, mogoče malo tega diplomatskega pristopa, predno se sprejemajo končne odločitve, razen, seveda obstaja pa vedno možnost, da je šlo namerno v neko tako skrajno pozicijo, zato da izplavajo ven te frustracije in se potem na podlagi teh frustracij pač naredi neka malo bolj umirjena drža in da se izpelje ta prehod. Berem te odzive na teh socialnih omrežjih, tu so zdaj različni, ne? Od najbolj radikalnih, češ pa naj ostanejo doma, tisti, ki nočejo tja peti in tako dalje, ne? Ampak to je normalen odziv pač, ne? Ja, mislim, tako je, ne? Zdaj Golobova vlada ni Slovenije jemala kot državo vseh državljanov, ampak samo državo naših in ostalih, ne? Zdaj jaz pričakujem, da bo nova vlada nekoliko bolj jemala to in pač vsaj prve poteze kaže na to, da jemlje to državo kot državo nas vseh, ne samo tistih, kateri smo nekoliko bolj, pač, kaj ne rečem, naklonjeni desni strani, no, tako. In iz tega, na tak način treba tudi nekako pristopati, kar pa pomeni, da imajo tudi vsi ostali enake pravice in ne nazadnje tudi dolžnosti. Tako da je pa seveda simbolika pa v vsakem primeru nek pomemben element, se drugače nul ne bi skakal ne s črno škatlo, ne z maskami in ne vem s čem, če ne bi simbolično želel povedati in nagovoriti ljudi k nekemu aktivni udeležbi. Ja, mislim, da je Edo več ali manj vse povedal. Jaz bi sam še mogoče to dodal. Jaz do zdaj nisem zasledil, priznam, da bi pri kateri od prejšnjih proslav bilo kakšno vprašanje v zvezi s temi zvezdami na vrh praporov. Ne. Si pa predstavljam, da če prije to vabilo očitno par dni pred proslavo, ne, ker zdaj se v tem pogovarjamo praktično en dan prej, ne, ali pa če malo pretiravamo na predvečer te proslave, ne, da možno, da je kdo to narobe razumel, in da za tiste, ki nosijo te prapore, to verjetno ni samo tehnično vprašanje, se da zvezde dol odšraufati ali ne. Da je tudi organizator, se pravi organizacijski odbor na to vprašanje senzibilen, se vidi potem, ko so zdaj dali dodatno pojasnilo, kjer pravijo pač grb pa ne vem, simbol, ki ga lahko razumemo kot lipov list, kot nacionalni kulturni simbol. A veš, to je zdaj spet vprašanje, zdaj, ne, ni stvar, da bi se hecali z tega, ampak kaj, zdaj to tudi nek žitni klas gor, ali kaj je zdaj še ta nacionalni simbol. No? Tako da jaz mislim, da z tega vidika, da bi pač pokazali neko enotnost, ne, če je sporočilo dveh govorcev pač enotnost, potem bi verjetno tudi sporočilo vseh praporščakov bila enotnost, pa ne verjamem, da bi se kdo pol v kontekstu te državne proslave upiknil tiste zvezde gor na vrh. Jaz mislim, da ne, no. Ampak zdaj smo tle, kjer smo. Ampak je ta debata, zdaj okoli te proslave, ne glede pa zdaj, kako je to prišlo, ali je bilo stvar taktike, ali je bilo stvar neke ideologije, že tako, bom rekel, prerašča, to, kako bi rekel, samo neko tehnično vladanje in že sodi v nek kontekst nekega preurejanja Slovenije, ne? Mislim, zagotovo... čim je ideologija tukaj zraven? Zagotovo pomeni budnico, budnico novi oblasti, da bo vsaka malenkost... Budnica je Janšov termin, ne sicer, ne? Dobro, pač budnica je... Zato je budnica za Janšo. Se dobro povedal. Bolj kot slovenski izraz. Bolj budnico oblasti, da bo popolnoma vsaka malenkost bo potencirana, to se pravi vsaka ali napaka ali načrtna ali kakorkoli poteza bo krat 10 odmevala, to se pravi v negativno smer, namesto da bi bilo tudi, če je bilo s pozitivnim namenom, namesto da bi šlo to pozitivno smer. In v tem smislu mislim budnico, da tukaj ni 100 dni miru, ni česar, pač vsaka malenkost, to se pravi pri vsaki stvari se gre na nož, pri vsakem zakonu se gre na ustavno sodišče, pri vsakem vabilu se razpravlja, kot da je tukaj ne vem kaj se zgodilo s tem in tako naprej. Tako da, in temu primerno bo potrebno se tudi obnašati. To se pravi, temu primerno se bojo morale vse službe obnašati. Ni tako enostavno, kot je bilo enostavno prej. Ko je nek novinar bil član preiskovalne komisije, pa nikome ništa. Ko je, ne vem, pač se ne bomo pogrevali za nazaj, ampak hočem reči, da ne bo tako. Ne bo tako in v tem mandatu bodo vse malenkosti šle na tak način in večje stvari, ne samo malenkosti, in če so za večje stvari je prav, da odmevajo, bojo male toliko potencirane, vse z preprostim namenom, da se to vlado zruši čim prej.
Ne? Ampak to je bilo, jaz sicer ne vem, no, kaj si ljudje predstavljajo, ne? Ampak to je bilo normalno, da če pride neka druga vlada, da stvari dela drugače. Ne vem, zakaj zdaj, kako bi rekel, takšen šok ali presenečenje, zdaj Janša pa dela drugače, kot je bilo doslej. To je logično, ne? Ni to logično. Ja, mislim, to je logično, da dela drugače, ampak pač neke stvari očitno za dobršen del javnosti, jaz bi si upal tu trditi, da za veliko večino javnosti pač ne sprejema te drugačnosti. Ne? To vidimo pač, da imamo te težave. Ne? Sej, ti si rekel, se pravi, na praporih Tigra pa pač borcev za severno mejo Majstra ni zvezde gor, ne? Pa tudi po zadnjih informacijah, s katerimi ta hip razpolagamo, vse ne želijo pač sodelovati na proslavi. Ne? Za Majstra ne vem, za Tigra pa da je bilo diletantsko pač to tudi narejeno. Ne? Se pravi, to so nepotrebne stvari, tako kot je Edo rekel. Ne? Ti itak se boš soočil z nasprotovanjem. Vse to je normalno. Vse mi smo imeli par dni nazaj posnetek je Nula pa Goloba pod nekim drevesom, kjer sta razlagala, da oni so samo zdaj v senci, ker je pač vročina in ne, takoj, ko vročina pade, se bojo vrnili nazaj na oblast. Ne. Tu je jasno, da z njihove strani ne bo nobena roka ponujena sprave, nobenega sodelovanja, nobene samorefleksije, zakaj smo izgubili volitve, kaj smo počeli 4 leta na oblasti, da smo izgubili volitve in tako naprej. Ne. To je jasno bilo vnaprej. Tu ne rabiš biti Nostradamus, da to napoveš. Ne. Zdaj, po moje, samo vprašanje strateško, kaj početi. To, kar si ti tudi najavil kot temo te oddaje. Ne. Jaz mislim, da najbolj spremeniš Slovenijo, če ji vladaš. Ne. Ker Robert Golob ni vladal, kar je vladal tako, da je hotel ukrojiti Slovenijo po lastni podobi. Ne? Se pravi, tako da je dobro za njega, mogoče še za njegovo soprogo, pa par tistih njegovih podrepnikov. Ne? Slovenijo je naredil za nek velik bankomat, kjer pač on črpa sredstva zase in za tiste, ki so na njegovi strani. Ne? Če to spremeniš, si ti spremenil Slovenijo. Ne? Strateško gledano bi pa jaz ocenil tako, do zdaj bi rekel, da je imel Janez Janša absolutno pobudo. Ne? Zdaj je svetovno prvenstvo v nogometu, če gremo še na te nogometne primerjave, ne, se pravi, imel terensko premoč, imel žogo v nogah, ne, pač imel rezultat, nadziral stvari na igrišču. Ne. Zdaj očitno je prišel do, kot pravi Edo, ne, malo preveč poigravanja v lastnem kazenskem prostoru, ne, in so pač je nasprotnik dosegel nek gol, ne, recimo. Zdaj pač je bilo prej 2-0, zdaj 2-1 in je ratala neka panika, ne, in zdaj mi probamo to paniko zdaj pač nekako preprečiti, pa rečemo, sej nismo tako mislili, pa ne, pa so se narobe razumeli in tako naprej. Brez veze je to, ker ti s tem nič ne dobiš. Jaz še enkrat poudarjam, za moj okus ne vem, če bi kdo opazil na proslavi, pač, da so na vrhu tistih praporov zvezde. Opazili bi to, da sta dva govorca, še posebej, če bi oba pač nastopila v nekem spravljivem tonu, bolj kot je nastopila predsednica republike v svojem govoru, ko je sprejela novo vlado, recimo, in bi mirno šli naprej. A ne? Ker jaz mislim, da vsebinsko ljudje, velika večina ljudi podpira to, kako je ta vlada zastavila stvari. Jaz sem o tem trdno prepričan. Ker če ne bi, potem ne bi bil sam Jenull v kocki, ampak bi imeli kolesarje in tako naprej. Ampak vidimo, da ta mobilizacijski potencial ga zdaj ni več. Se pravi, če poenostavim, ni dosti, da ti rečeš, da si za partizane, pa ti je vse oproščeno in lahko delaš, kar češ. Ker potem ta dva zakona, ki sta bila sprejeta, se pravi v dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja in dostojnem pokopu pač žrtev, ne bi bila tako mirno sprejeta v narekovajih, kot sta bila sprejeta. Ne? In ko se je potrjevalo Janševo vlado, ne bi bil tam samo Jenull v eni kocki, ampak bi bilo recimo, 10,000 ljudi. Ne? Tega ni bilo, kar pomeni, da ti vzorci ne prijemajo več. Ne? Ne. In zdaj, slabo bi bilo, če bi pa zdaj na nekih takih, za moj okus, pač banalnostih, prirejenem praporov začeli spet prijemati. Ne? Ja. Mislim, to si lepo povedal, ne, s temi banalnostmi. Ne. Dejansko, običajno se problemi naredijo s kakšnim kamenčkom v zobnikih, ne samim materialom zobnikov. Ne. In tukaj je potrebno še tukaj, mogoče bi jaz samo dodal, da je Golobova vlada v bistvu predstavlja zame nek vrh
neke ne samo negativne selekcije, ampak neka končna stopna, kako v resnici ne upravljati z državo. To se pravi, jo nekako uzurpirati, neko svojo kasto postaviti v vse možne medije in pač ta pretok, zagotoviti nek pretok financ za to, da tvoji aktivisti, da so nahranjeni. Spomnimo se prve stvari, ki so nas vse v resnici čudile, so bili razni sprehodi Janula in Nike Kovač in tako naprej. Na ministrstva in tisto slikanje in tako naprej. Ne, videli smo zdaj prav v tej sceni, kjer je bil Golob pri Janulu, da je v resnici to samo zdaj v drugačni obliki, vse ostaja enako kot prej. Ne? In jutri, če pride ta klika ponovno na oblast, bo dobesedno samo porušila, pozaprla, potovkla, če sem zdaj mečkan skrajen, vse tisto, kar bi nova oblast v bistvu dobrega postavila, in bi poskušali vladati naprej. To je nek, za moje pojme, preživet sistem nekega enoumja. Na drugi strani imamo pa zdaj to novo vlado in obljube o tem, kako se bo to sistemsko drugače urejalo, da bo sam sistem deloval. Zdaj, treba biti si nejasno. Če imaš ti s tem, da si ti človeka zamenjal, in da se stvari spremenijo, roko na srce, to ni nobeno vladanje, nobena demokracija, to je samo sreča. Imel si pravega človeka na pravem mestu in on je nekaj uredil. Če pa ti sistem postaviš tako, da nisi več neposredno odvisen od enega samega človeka, menedžerja, ne vem, PR-ovca, politika, kakorkoli, potem pa tebi sistem deluje. In v podjetjih ti vedno recimo stremiš k tem, da ti sistem tako postaviš, da tudi, če je potrebno kdaj koga zamenjati, da se sistem ne podre. In izziv, ki ga ima ta vlada, je, kako postaviti sistem, to se pravi zaključiti s to tranzicijo naših pravih ljudi na pravih mestih, z sistemsko ureditvijo, kjer zakoni veljajo za vse enako in da tudi, če ni ravno najbolj naš, da to še vedno ne pomeni zrušenje sistema, to še vedno ne pomeni zrušenje pravne države in tako naprej. Ja. Zdaj, teoretično obstaja tudi možnost, pa verjetno, da bo do tega prišlo, da zdaj, če končamo počasi to jutrišnjo proslavo, da verjetno te opozicije, pa vedni politik opozicije jutri ne bo na proslavi, ne? Ali pa se motim, pa bo obratno. Ne? Mislim, ja, možno je marsikaj, se pravim. Jaz bi si želel, mogoče sem pač, je to iluzorno za pričakovati, ampak pač, da bi imeli neko proslavo, ki bi združevala. Zdaj vidimo, da itak, tako sem že prej rekel, veliko ljudi je, ki jim je v interesu neposrednem, da temu ni tako, ne? In možno, da bo to pač neka proslava, ki bo začela poglabljati te delitve, to se meni zdi slabo, ker tako sem rekel že prej, jaz imam visoko pričakovanje do te vlade, veliko više kot do vlade Roberta Goloba, tam nismo nobenih pričakovanj in nažalost sem imel prav, smo bili 4 letih, da to je. Ker ta vlada ima šanso, da konča pač tranzicijo v Sloveniji in da postavi stvari na pravo mesto. No? In pač zaradi tega bi si želel, da je uspešna, ker od tega imamo vsi korist. Se tudi prejšnja vlada bi bil vesel, če bi bila uspešna, ampak nažalost ni bila. To upam, da je danes že vsem jasno. Tako tistim, ki so takrat glasovali za tisto vlado, kot tistim, ki nismo, recimo. Bi pa jaz tukaj samo še en stavek pri tej proslavi. Zdaj so prapori, ne? Velika verjetnost je, da bi bilo pa kaj drugega, če ne bi bili prapori. Ja, sigurno. Ja, pa je to. Tako da tudi to je potrebno upoštevati. Zdaj, kako je prišlo do tega in tako naprej, bi bilo pa ne vem kaj, bi bili pa ne vem, taki barve čevlji ali pa kaj drugega. Ja, ampak recimo, če gledava samo še to, sosledje, pač dosegel si, da sta dva govorca, to je šlo relativno gladko skozi, sicer tista neka predstavnica v tem odboru je pač imela neko mnenje s pridržkom. Ja, pa je glasovala tudi za. Se jim je zdelo potrebno, da se to pač zabeleži, da je imela mnenje s pridržkom, ampak klej, pač ne. Ok, tu smo začeli. Imamo tudi izjavo predsednice republike, sicer, tako sem rekel, za mene sicer banalna, ampak Bog pomagi, se pravi, zmenila so vse, da bo poskušala sodelovati, se pravi, nek mesec sodelovanja je. Ne rabimo zdaj tega, mislim, ker tisto je bolj pomembno. In zdaj se bojim, da bo pač šlo v ozadje, zaradi teh stvari, samo to. No, jaz sicer mislim, da govor predsednice bo verjetno nek daljši govor, kot ga je imela takrat na tistem sprejemu vlade, takrat prejšnjo sredo, po mojem, bo šel v to smer, pač malo poučevanja, malo te grožnje, pa malo tega, žuganje s prstom, pedagoški prst in tako. Kako bo Janša govoril, zdaj težko rečem. Ja, jaz upam, da bo ponovil to svojo tezo, da je konec tranzicije. Ja.
pa bo mogel še v praksi udejanjiti, kar bo bistveno težje, ampak saj prvi je, ki je to postavil na dnevni red, ne? To mu je treba priznati, ker do zdaj tazga junaka še ni bilo, ki bi o tem govoril v Sloveniji na glas. Dobro, predlagam, da gremo še nekaterim aktualnim temam, ki je neposredno povezano s tem, kar smo zdaj govorili, pa so se zgodili v preteklih dneh. Zdaj, včeraj so Socialni demokrati pa Han zdaj zavrnili, ne, vstop v to partnerstvo za razvoj. Zdaj zame to nekako ni bilo pričakovano, ne. Ti si sicer vidim širil tezo, da bi bilo fajn, da nišči pridejo, no, ampak ne vem, si bil sam skeptičen do tega, da bodo šli ali ne. Ja, jaz sem rekel, da mislim, da bi morali iti, pa da mislim, da niso dosti pametni, da bi šli. Zdaj so pač, nažalost sem imel v drugem delu prav. Recimo, niso šli. No. Ja, jaz sem sicer mislil, da bo so obratna... So pa naredili neko posebno predstavitev, tiskovno konferenco tega in podobno. Jaz sem mislil, da bo obratna psihologija, pa da me bojo hoteli postaviti na laž, pa bojo zaradi tega šli, pa žal, ne, sem se tu uštev. Ja, na nek način pričakovano, ne. Pač Matjaž Han je super, ampak vseeno ni Borut Pahor, tudi SD ni več to, kar je bila v času Boruta Pahorja. Predvsem mislim, da Matjaž Han nima take ekipe od zadaj, kot je imel takrat recimo Borut Pahor, ne. Končni fazi eden sestavnih del ali pa ključnih delov te ekipe je zdaj direktor Ukoma v vladi Janeza Janše, ne. To dost pove. Kaj to ti recimo pove? Ja, pač, da zdaj ni SD več taka, kot je bila takrat, ne. Ker to je pač nepredstavljivo, recimo, za SD, ne. Meni je žal, da niso šli v partnerstvo za razvoj. Čist, če se probamo njihovo kožo postaviti, jaz res ne vidim, zakaj bi opozicijski stranki to škodili. Imam neposredno izkušnjo s tem osebno in tudi kot stranka, ker sem takrat bil še član. Se pravi, v opozicijski stranki se to absolutno splača, ker nimaš nobene odgovornosti, lahko pa veliko dobiš. Če vsak zakon, ki se usklajuje za 5%, popraviš bolj v svojo smer, si ga za 5% bolj popravil, kot je pač bil prej. Z vidika vlade bi to bilo tudi pozitivno, se mi zdi, no, ker bi pač pokazala tudi na ta način, da je pripravljena in sposobna voditi nek dialog. Nihče nima vse pameti tega sveta, ne? In če ti lahko nekaj uskladiš vnaprej, je tudi tebi koristno, ker potem ne pride toliko do te polarizacije neke, pa tega boja v parlamentu, ko se zakonodaja sprejema. Tako da to mi je žal, da pač SD v to ni šel in mislim, da ena izmed posledic tega bo tudi ta, da bo del časa treba trajati, da bo pač popoln razkroj gibanja Svobode, ne, ker ne smemo pozabiti to, da je bil takrat razkroj LDS-a tako hiter, potem ko je izgubila volitve 2-4 proti Janezu Janši. Eden izmed razlogov za to je bilo tudi sodelovanje SD-ja v partnerstvu za razvoj, ne, ker tudi takrat so bili blazni pritiski na SD, da naj v to ne gre in največji kritik tega sodelovanja je bila pač LDS in vemo, kak je pol zgodba naprej šla. Skratka, njihov zavrnitev tega povabila bo upočasnil razkroj Svobode, ali kako? Ja, upočasnil razkroj Svobode, pokazal, da Matjaž Han nima take kontrole nad stranko, kot bi jo po mojem mnenju kot predsednik mogel imeti. Ni se odločil sicer za zelo pogumno potezo, ampak sreča spremlja hrabre, da bi recimo svojo ponovno kandidaturo za predsednika stranke vezal na to, da pač stranka gre v partnerstvo za razvoj. Šel je v bistvu bolj na neko ziher varianto, ne, in vidimo, da pač centri moči izven stranke, ki kontrolirajo to stranko že zelo dolg časa, imajo še zmeraj toliko moči. Ja, videl sem, da v tej zavrnitvi so v bistvu nanizali, ne, pa nekaj izgovorov, zakaj ne gredo, ne, to sem pač škoda. Pobral, ne. Ne boli kolen, pa ne morem iti brcati, ne, mislim, to je, ja, tako si rekel, nanizali so izgovore, no, jaz mislim, da ni čas za izgovore, nekdo, ki hoče pokazati, da je prvič po eni strani neka alternativa aktualni oblasti in po drugi strani, da je alternativa temu, kar je počel Robert Golob in njegova Svoboda 4 leta Slovenijo, ne, bi mogel pač neke boljše izgovore nanizati, kot se jih naniza. Izvoli. No, jaz mislim, da je ta poteza škodljiva za SD. Če bi razprli krila v smislu vstopili v partnerstvo za razvoj, mislim, da bi dali jasno vedeti, da premorejo dovolj širine za konstruktiven dialog in da niso ideološki skrajneži. Zdaj so pokazali, da so ideološki skrajneži. In tudi zdaj te napovedi pri raznih, to se pravi, referendumih in raznih oponiranju v bistvu vladnim odločitvam, se ponovno, kako bi rekel, postavlja na oder veliki ta trojček, zdaj opozicijski, to se pravi Svoboda, SD in Levica, kar pomeni, da je tukaj ideološko zadeva v bistvu še vedno na neki točki, ki ne dopušča neke širine, nekih pogovorov, nekega razvoja in tako naprej. In
nehote svoje volivce postavljajo v položaj nekih levih skrajnežev. To se pravi, ali pa hote mogoče celo, no, jaz ne vem, ne? Ampak jaz slučajno poznam kar nekaj recimo zelo zagretih članov SD-ja in moram reči, da je marsikdo med njimi tudi majčkan presenečen, da to vodstvo ni sposobno nekako pokazati te širine po pogovorih in tako, kot si rekel, po resnici nobene posebne odgovornosti ni v ozadju, je zgolj to, da si zraven nekako možnost imaš nekoliko mogoče bolj vplivati kot sicer. Ne? In ta argument, da itak razpravljaš v državnem zboru o teh stvareh, ja, res je, ne? Ampak tako kot smo prej namignil glede teh vabil pa praporov in tako naprej, ne? Stvari se tudi izven teh javnih razprav urejajo, zato da je v javni razpravi več ali manj potem kakšne stvari mora priti ven, a ne? Kakšne stvari so pa tudi bolj kot ne za žaromete, ker so stvari v ozadju dogovorjene. Ne? Tako da jaz mislim, da je tukaj ena velika priložnost za SD izgubljena, spregledana, kaj je pravi namen in na podlagi česa je do tega prišlo. Je pa res, da je že to, da je v vodstvu SD-ja že nekaj časa, pravzaprav so ljudje, ki bolj pašejo v levico kot pa v SD, pa tudi ni nobena skrivnost. In to je zdaj že več kot jasno, ne, da zdaj mi lahko tukaj izvajamo neko apologijo na račun Hana, ne, ampak v končni fazi Han je predsednik SD-ja. Ne. In zdaj, če on ni sposoben tega pač peljati, potem odstop kot predsednik in pust prostor drugim, ali pa nekaj narediti v dobro, pač zdaj moram reči, da jaz tudi, ko gledam na SD, gledam kot na neko etablirano stranko z jasnimi nekimi stališči in tako naprej, ampak moram reči, da v zadnjih parih letih se tudi ta pogled na to stranko v bistvu izgublja. Glede na uspehe na volitvah v bistvu ne moramo govoriti več o neki veliki stranki, govorimo o to zaprav vedno manj pomembni stranki, kakorkoli, ne, in vse, kar je neko zanašanje, neko zgodovino, na neke ljudi, ki so, ne vem, od Pahorja pa tako naprej, ki so bili del tega, ne, je, dajmo roko na srce, počasi mečkan mal. Ne. Če so poteze, ki se ta trenutek vlečejo v vodstvu, bolj kot ne poteze, kako spraviti zadeve cugrunt, kot bi rekla po domačega, ne pa jih dvigant na neko novo raven in postati nek močnejši partner, kot bi recimo konkretno, po moje, z vstopom v to partnerstvo za razvoj SD bila. Mogoče, sam še to, no, mogoče, lej, ti imaš v tej vladi, imaš cel kup, če gledamo od začetka neideoloških strank, ne, imaš recimo Demokrati Slovenije, imaš Fokus, imaš v bistvu SLS, ne, tudi Resnica, ki sicer ni del vlade, v resnici neka neideološka stranka. Imaš cel kup neideoloških ministrov, ne, se pravi, ki pokrivajo svoje resorje in s katerimi bi se dal pač sodelovati na vsebini, se pravi, vsebini tega resorja soočati, poglede, primerjati rešitve, argumentirati. Recimo primer neideološkega ministra. Ja, pač če pogledaš recimo pač, ne vem, minister za zdravje, Ostec. Ja, kakšna bo tu ideologija, ne, se pravi, ni niti, bi rekel, tako smo imeli do zdaj, neke pač Don Kihotske kakor borce za javno zdravje, ki so najbolj razgrajali javno zdravje, niti ni zdaj nek težek zagovornik popolne privatizacije, ne. In še marsikdo drug, da zdaj ne naštevam, skratka, pač tudi veliki novih ministrov, ne, ki so na novo tu prvič to počnejo in tako naprej. In jaz mislim, da tudi dosti prostora bi bilo za pač neko usklajevanje mnenj, stališč, za prepričevanje in za to, da bi izboljšali to zakonodajo, ki bo šla skozi parlament. Predvsem pa bi kazali, da je možen dialog, ker to mi rabimo. Ne? Mi smo imeli 4 leta Roberta Goloba, ki je ne samo zavračal vsak dialog z opozicijo oziroma drugače mislečim, on še znotraj koalicije svoje praktično ni imel dialoga. Ne? To je bila pač neka enosmerna komunikacija, ne? Kjer je pač on z Levico bil malo bolj usklajen kot z SD-om, ampak da bi tu neka blazna notranja demokracija vladala, smo videli, ne? Da tega praktično ni bilo. A ne? Zato se mi zdi slabo, no, da v to niso šli. Ne? Ja, pa zanimivo, ker Han okoli razlaga v teh ožjih družbah, da on itak ni bil več pripravljen delati z Golobom v takem razmerju sil ali v taki konstelaciji, kot je bila v prejšnjem mandatu. Ne? Zdaj pa tukaj s tem dejanjem, kot praviš, ne? S tem neprehodom v to partnerstvo pa v bistvu, kako bi rekel, ni dal nek blazen pospešek, ne? K razkoju svobode oziroma Goloba. To je tako, kot da bo, in jaz rečem, da nočem več v tvoji oddaji sodelovati, pa naslednji teden spet pridem. Ne? Mislim, to je, ni bil Han mislim,
teoretično bi to videli pač po volitvah, ne? Če bi Golob sestavljal vlado, pa bi Han rekel, da v to vlado ne gre, ampak nič tazga nismo videli. Ne? Saj Golob je probal sestaviti vlado, pač mu ni ratalo. Ne? To so pač prazne izjave, če to ti govoriš po kuloarjih na štiri oči, tam nekje za šankom. Na muci se poznajo junaci, ne smo včasih pač rekli, se pravi, z dejanje ti poveš, kam pes taco moli. Ne? In s tem dejanjem so oni pač jasno povedali, da izven teh okvirov nekega a priori anti-Janša sentimenta, ne, pod taktirko in pod praporom, ne, če smo zdaj že toliko praporu rekli Svobode in Roberta Goloba, oni pač po svoje ne bojo šli. Mogoče so hoteli malo zaviti, pa je zažvižgal, ne, kralj opozicije, pa so pretekli nazaj pod okrilje tega njegovega prapora. No? In mislim, stranka, kako bo s tem profitirala, tako kot je Edo rekel, jaz ne vem. Slovenija ziher od tega nič ne bo imela. Edini, ki tukaj od tega ima, je pač Robert Golob. Ne? In zato je meni nedosledno, da Matjaž Han razlaga, da on ne bi z Golobom, pa ne bi na tak način kot Golob, če pač poteze, ki jih vleče, koristijo Robertu Golobu. Zdaj, a je to po lastni volji ali je to prisiljen, tako kot je Edo rekel, ne? Če nekdo te sili v nekih par, kar ti nočeš, pa se posloviš. Ne? Sej ta opcija zmerom ostaja. Zdaj, ta desnica, ne? Ta konstruktivna opozicija, pa zdaj po teh zadnjih formacijah, ki jih imamo danes, pa še vedno se usklajuje glede te ponudbe za vstop v partnerstvo, v razvoj. A usklajuje, to pomeni kaj, da se kaj pogajajo za kakšne koncesije ali kako? Verjetno čakajo, kaj bojo drugi naredili, da bojo videli, kakšna je klima. Drugi so zdaj že svoje povedali. Pa zdaj čas na njih, ne? Sej neki bojo mogli dati od sebe. Jaz mislim iskreno, da bi pač razen za levico, ne, levici bi to dejansko neposredno škodilo. Ne. Vsi ostali lahko pa samo pridobijo ven iz tega. Tudi Svoboda bi lahko s tem pridobila. Tudi Svoboda bi lahko bi na glas govorila, kako je konstruktivno pač želela in ne vem kaj, ampak sej na koncu so bili pa proti. Ne. In ne bi nič zgubili s tem. Ne. Tako da jaz mislim tudi iskreno, da bi resnica pridobila pri tem, a ne. Tako kot je SD takrat pridobil, ko je vstopil v to partnerstvo, je pa res, ne, da to seveda preigravanje, mi ne vemo, jaz ne vem, kakšni so mogoče dogovori v ozadju, kako poteka ta tiha diplomacija za zaprtimi vrati, kaj so te dogovori in kaj je to, ampak tako, na prvo žogo bi rekel, da bi jim prej koristili kot ne, resnici. Je pa res, da bi jih to mogoče lahko, seveda, označilo v javnosti in pri nagnjenosti zvočnikov, ki trenutno obstaja na slovenskem prostoru, bi to lahko tudi škodovalo, ne? Da bi jo še bolj tesno pripisovali nekemu desnemu bloku, nekemu provladnemu bloku in tako naprej, da je to mogoče celo edini argument, zakaj ne vstopati, pa se držati na neki nevtralni poziciji, ker češ mi bomo za dobre stvari, proti slabim stvarem in to. Ja, se strinjam, čeprav vse to se jim bo itak pripisovalo, ne, oziroma se jim že pripisuje, ne. Sej v končni fazi, kot sem rekel prej, štejejo dejanja, ne, se pravi šteje se, kdo roko dvigne za kaj in tukaj so stvari jasne, ne. Da bežati od tega nima pač nobenega, se mi zdi, absolutno smisla. Pač se odločajo, treba spoštovati demokratične procese, ne, v vsaki stranki, tradicionalni pa netradicionalni, pa ko se bo odločili, bomo lahko pač pokomentirali odločitev. Ne. Zdaj, ko smo že Sisi Stevanović je prišel zdaj iz Beograda, ne? Bil je na 3-dnevnem obisku dol, srečal se z predsednico parlamenta, srečal se z Vučićem, ampak zdaj nazaj, ko je prišel s tole afero, ne? Mislim, domnevno afero, pač ne, s tem parkiranjem teh avtomobilov protokolarnih na nek pločniku tam pred hotelom Hilton in tako dalje, ampak ta afera je nastala, ker je pač nek srbski državljan nekaj objavil na Facebooku, ne? Ampak zdaj sem je pa to plusknulo kot osrednji dogodek, ne, tega 3-dnevnega srečanja. Tako smo zvedeli, da je on v Beogradu. Ne? Delo je objavil, ne, in zdaj pa Stevanović posnel nek video, ki je pozval vse ljudi, ki so na večernem delu, naj odjavijo delo. Ne vem, koliko jih je, ampak kako gledate na to, po 3-dnevnem obisku, da to pluskne ven? Ne? To je pač klasika slovenskih medijev. Ne? Tako smo mi zvedeli, da je Stevanović na uradnem državniškem obisku v Beogradu. Večina ljudi je zvedela, po moje, zaradi teh avtomobilov domnevnih na pločniku. Ja.
To je en vidik. Drug vidik je po moje ta, da dobršen del slovenske javnosti res verjame, da mogoče da celo Stevanović sam vozil te avtomobile ali pa da je on pač naročil šoferju, da je ti tu na pločniku parkiraj. Ne? To je pač problem s tem, da je politična pismenost v Sloveniji takšna, kakršna je in da nimamo pač te tradicije, ne? Da bi to razumeli, da ko greš ti na nek državniški obisk nekam, verjetno ne parkiraš tam, ko sam hočeš. Ne? Jaz tega še nisem doživel, se pravi, da bi se tudi po Sloveniji ne verjamem, da se kar neke tuje delegacije vozijo, pa pač parkirajo, kjer se jim zljubi. Pač, ja, ne? Da je parkiri na pločniku, itak smo v Beogradu, to vsi to delajo. Ne? Skratka, to je, bi rekel, tak malo hudomušen ali pa ciničen, ampak se mi zdi dosti blizu realnosti. Ne? Jasno pa je, da mene res čudi, no? Čudi me v bistvu ta mentaliteta teh zdaj pač anti-Janša ali pa če hoče ta tranzicijska levica ali pa recimo svetovno-nazorsko v teoriji meni bližjih ljudi in novinarjev, ker njih moti recimo sodelovanje z Kitajsko, ne, v istočasno, ko je tam Trump pa pač kancler Nemčije, ne, zdaj jih moti sodelovanje z Srbijo, ne, mislim, jaz ne vem, kaj bi ti ljudje točno radi, ne. Hkrati so pa blazno se veselili, ko je Peter Magyar zmagal volitve na Madžarskem, ne, ko je Madžarska kot, ne vem, dobila 3 desne stranke v parlament prvič v zgodovini, ne. Skratka, jaz ne vem, kaj bi ti ljudje radi, ne, kaj točno njih moti, ne. Jasno mi je, da jih moti Stevanović, ker pač omogočil Janši, da pride na oblast. Ne? In zdaj bi ga radi zrušili s tem, da hodi v Beograd, ne, kot predsednik državnega zbora. Ne. Zdaj, učitelj se mu je, da je Srb, učitelj se mu je, da hoče spraviti srbsko manjšino v ustavo, kar je zdaj on že tudi javno zanikal. Zdaj se mu učita pač, kje parkira. Jaz mislim, da to njemu v končni fazi samo korist, da mu samo dviguje pač politični kapital in da mu prenaša politične točke. Ne. Je pa žalostno, da nekdo, ki je novinc v politiki strankarski na nacionalnem nivoju, ki je novinc na funkciji pač državnega zbora, zdaj tu izpade kot nek veliki šmeker, maher, ne, ki pač preigrava levo, desno te, bi rekel, ki se pa po drugi strani imajo za neke blazne strokovnjake in dolgoletne poznavalce ali pa akterje na tem področju. Čeprav, Ljuša, pa Edvard, no, ampak zdaj po svoje, tako bom reč, pa ta kolona je izgledala pa kar impozantno, ne? Ja, pa sej, mislim, če greš če greš v Srbijo, jaz mislim, da tudi Borut Pahor to meni našo registracijo ja, sej, ampak ko greš v Srbijo, tudi Borut Pahor po moje ni šel s kolesom, ne? Se pravi, tam pač neki dajo na to, da ti prideš če bi Urška Klakočar Zupančič bi imela verjetno tako kolono. Ja, ne, pač tam pač to je, lej, v končni fazi mi smo država. Pa ne samo, da smo država, mi smo država, po kateri se Srbi zgledujejo. Oni bi radi postali to, kar smo mi. Oni bi radi postali člani Evropske unije. Oni bi radi postali uspešni, tako kot smo mi, v njihovih očeh. Oni nas čislajo. Na vseh nivojih. Ne? Sej tudi Luka Dončić bil praktično istočasno dol, recimo v Srbiji, kot je bil Zoran Stevanović, pa smo videli to reakcijo. Ne? Se pravi, Srbi so naredili to refleksijo, ki je recimo Golob, pa ta stran, ki je izgubila volitve, ni naredila. Ne? Tam zdaj noben ne poje o dunajskih konjušnikih. Ne? Se pravi, ni to, s tem v Srbiji ne prideš daleč. Ne? Ni teh nekih pokroviteljskih tonov, pa boste vi že propadli, ker ste si šlan od nas pa od Jugoslavije. Pa tako, to smo dali skozi. To smo dali skozi. Pa še nekaj, ne? V Sloveniji je v bistvu ta srbski živelj, ne, kar precej številčen. Ne? Ja. In tudi ta pravoslavni vidik, ne? In to politično gledano ni zanemarljivo. In strateško je to za Stevanovića zelo dobra poteza. Ne? In je gospodarstvo, ne? No, mislim, kdo absolutno. Pa po drugi strani je pa tudi res, ne, da je ta vidik s to kolono, parkiranjem, z vsem tem pač pokazal tudi to, ne, da je slovensko novinarstvo precej globoko zdrsnilo v propagandizem. Ne, in da v resnici sploh ni pomembno kaj, tako kot si lepo rekel. Ne, zdaj, Kitajska je, ker je Trump tam ni v redu, ko gre Boštjančič, ko je šel tja po kredite, je bilo pa vse v redu. Ne, in tako naprej. Ne, kar pomeni, da gre za propagandizem, ne gre za novinarstvo, ne gre za iskanje nekih pro et kontra vidikov, osvetljevanje nekih zadev, ampak zgolj za promocijo naših proti vašim. Ne. Tako da se mi pa zdi nasplošno, no, da to, kar Stevanović v bistvu ta trenutek pele, se mi zdi zelo na mestu na nek način. Ne. In nazadnje tudi te fronte, ki jih odpira, ne, ki je fronto zelo lepo odprl z Mescem, ne, kjer osvetljuje prav ta propagandizem, ki v bistvu potem sam sebe v rep ugrizne.
ne, kako se selektivno v bistvu poroča tam o nekem poslancu, v kateremu se mi zdi prav, da se poroča, to najprej, a ne, da ne bo zdaj zmanjševal vloge tega. Ne. Hkrati se pa preskakuje oziroma odriva zelo pomembne teme, kjer je pa kar naenkrat, ne vem, 50, 100, ne vem koliko ljudi, pa kakšni zneski so v zvezi z konkretno zdaj s tem mariborskim podjetjem, avstrijskim podjetjem, no, ki v Mariboru deluje. In Bog ve, koliko je še takih zgodb, ne, ki so šle tako z levo roko, ker mogoče niso imeli denarja, da bi odvetnike plačevali, mogoče niso imeli pravih povezav, da bi te stvari prišle v ospredje, ne, in se ves čas to ideološko skače v ospredje in potem te propagandisti v ozadju napihujejo stvari iz nič, da postajajo pomembne. Ne. In se mi zdi, da je Stevanovič tukaj dal jasno vedeti, ne, da ne bo ostal nikomur dolžen. Ne, tudi na tem nivoju, ne, da dlje časa bojo skakali van, močnejši bojo te odgovori nazaj in meni je strašno simpatičen tisti njegov komentar, da on v bistvu je v zgodbi s Titanikom ledena gora, ne, da mirno se zaletavajte, ampak da bomo videli, kdo bo na koncu potonil. Zdaj, ti si govoril o tej refleksiji, ne, da je Golob pač ni dal skozi, da se je zdaj spet pojavil skupaj z Jenulom, ne, tam po 90 v senci. No, ampak zdaj sem videl, medije sta pripravila 2 intervjuje, zdaj. En z Milanom Kučanom, ne, za STA, ki je potem pričel po vseh medijih, pa vidim, da tudi včeraj je nastopil potem pri Marcelu, ne, in pa Gregorja Golobiča za N1. Skratka, 2 ključna... Pa še Nataša Pirc-Musar. Ja, pa še pa da bo zdaj formalno predsednica, govorimo o teh ključnih teh stvaricah iz ozadja. In zdaj, ko sem videl ta intervjuja, ki pač človek natančno prebere, ne poje tega, da pač tam Golobič žali nekatere novinarje, ki mu niso najbolj pri srcu in tako dalje, ampak vidim, da ni dobene refleksije bile narejene. Edin pač malo se krivi Robert Golob posebno pač za to, kar se je pač zgodilo. Zdaj Kučan pa Golobič, ki ste v bistvu tako rekel intonirala vse te zgodbe, pa nista nikoli ničesar kriva. Ja, mislim, tisti, ki niso... Sam to bi še tako uvodno pa to vprašal, je zdaj to na ključe, da je tak boom teh intervjujev, glih prišel zdaj, 3 tedne po jaz mislim, da ni na ključe. Zdaj, mislim, da pač je to na nek način, po mojem mnenju, nadaljevanje tega trenda, da razlagamo, kako je vse normalno in da Janša bo jutro odletel. Ne? Če se spomnimo, ko je Marjan Šarec odstopil, pa Janez Janša sestavil vlado, so 2 leti to držali. Ne? Se pravi, da bo Janša jutro odletel, pa smo imeli kul, pa ne kul, pa ne vem kva, pa iskali smo kandidate, pa tako pa nam ni ratal. Ne? Se pravi, volitve so bile, kako bi bile, če ne bi se to delali. Ne? Zdaj treba videti, ne? Držimo pesti, in bo ratal zdaj 4 leta vzdrževati to stanje, da Janša sam še jutro na oblasti. Zdaj, da bo septembra padla vlada, to se zdaj septembra, če pa ne septembra, ta javni sektor se zdaj pripričuje in tako dalje. Ja, absolutno, seveda, če ne septembra, pa oktobra, če ne oktobra, pa novembra, koliko časa v Partizanih, to je zadnja zima v Hosti, pa pol je bilo kar nekaj teh zim. Drugo pa, očitno je odgovor njihov na to, na Janševo napoved konca tranzicije, je pa jim vprašati Milana Kučana pa Gregorja Golobiča, kaj si v tem mislite. Ne? Če se vrnem na nogomet, se pravi, tisti, ki niso na igrišču, najlažje komentirajo igro. Ne? To so 2 človeka, ki formalno nista na igrišču že zelo dolgo časa. Sta skozi na tribuni, imata tudi na častni, imata zelo velik vpliv, ampak na igrišču pa nista. Ne? A tudi ta na trenerski klopi nista? Nista na trenerski klopi, že dolgo časa ne več. Ne? Skratka, ona 2 pač komentirata iz častne tribune. Imata velik vpliv na medije, ne? Mi smo del Balkana, čeprav se trudimo biti, ne? In jasno je, da na Balkanu pač, ko prije tuj trener na Balkan v nogomet, ne bere pač lokalnih medijev, ker jih ne razume jezika, si jih pa pusti prebrati. Zakaj? Zato, ker tisti, ki odločajo o njegovi usodi, berejo te medije, ne? In mora on to prebrati. Ne? In ti messagei, ki jih daje ta Kučan in Golobič, so pač namenjeni Golobu, Hanu, Mescu, Asti Vrečki in tako naprej. Ne? In očitno Matjaž Han je message razumel in je sporočil, da ne gremo v partnerstvo za razvoj. Ne? Ampak jaz ne verjamem, da lahko 2026. leta Milan Kučan in Gregor Golobič predstavljata neko alternativo. Da se pa trudita ohraniti svoj vpliv oziroma ohraniti vtis, da imate tu še nek blazen vpliv. Da se trudita še naprej z nekim kvazi političnim inženiringom
doseči, da bi bili ta pravi ljudje izvoljeni na to prave funkcije, da bi lahko še naprej izvrševala svoj vpliv. Je pa tudi plastično jasno, ne, se v končni fazi si ti že poročal, da Gregor Golobič zdaj sestavlja pač listo Tonetu Ropo, ne, za volitve v mestni svet, ne, županskemu kandidatu predvidenemu Tonetu Ropo. Ne. Sicer ne vem, kaj bo slogan Toneta Ropa na teh volitvah, bo rekel Zoranu Jankoviću, jaz sem te nastavil, jaz te bom odstavil. Mogoče bo s tem prišel, ne, skratka, se pravi, če ne bi bilo Toneta Ropa, bi Zoran Janković vedno bil verjetno na čelu Elekte, ne bi bil nikoli v Mercatorju, ne bi pa šel v politiko in tako naprej. Pa jaz recimo Toneta Ropa osebno poznam, ga tudi zelo čislam, jaz mislim, da on bil zelo dober minister, soliden predsednik vlade, tudi dober se je pač obnašal na Evropski investicijski banki, ampak ne verjamem, da je zdaj 2026 prav trenutek, da bi on postal pač župan Ljubljane, tudi mislim, da tu nek osebnega motiva on za to nima, njemu se ne gre za to, da bi se on angažiral za to, da bi zdaj Ljubljana pač postala boljše mesto, bolj kvalitetno za tiste, ki tu delamo in za tiste, ki tu živijo, ampak gre pač za nek atakiranje spet nekih funkcij po nekih preživetih vzorcih. Jaz mislim, da se to računi brez... Malo se motiš, ker v nekem takem vinjenem stanju je razlagal, da se bo za kandidaturo za župana, to marca je to razlagal, v enem od VIP šotorov na Planici, da se bo za kandidaturo proti Jankoviću njemu maščeval zato, ker je bil Janković to odgovoren, da on ni postal guverner Banke Slovenije. Ja, ampak to potrjuje to, kar sem jaz rekel. Se pravi, motiv je neko osebno maščevanje, ne pa pač to, da bi nekaj z tega mesta naredil. Ampak to je to, kar si ti rekel, jaz sem te nastavil, jaz te bom odstavil. Jaz mislim, da je pri Jankoviću ta trenutek večji izziv, ne kako bo zmagal, in večji izziv je najdeti nekoga, v katerem bo javno sicer nek konflikt, ne javno pa prenos oblasti. V končni fazi se tudi ne more še 500 let vladati. Lahko proba. Lahko proba, ja, no, ampak ne nazadnje tudi sentiment Ljubljančanov se obrača močno proti njemu. Tako da je to, bom rekel, prej smo govorili... Ne, govoril sem o poplavi teh intervjujev za Kučana. Kar sem želel povedati, je predvsem to, da jaz mislim, da ta trenutek smo že toliko od volitev, da so mogli te ljudje iz ozadja nekoliko stopiti v ospredje, bolj kot ne za motivacijo svojim, mogoče tudi za navodila svojim nekako, to se pravi menedžerjem naprej, ampak tudi na splošno, da v smislu, da ni vse toliko črno, da še vedno držimo nekaj v rokah, v tem smislu, ker je v bistvu ta vlada je te poteze, ki jih vleče od izvolitve naprej, daje jasno vedeti, da ima stvari nekako pod nadzorom in da je čas, da, kako bi rekel, da bo teren do konca osvojen, ne samo do polovice, pa se bomo potem šli z nekimi glasovi v državnem zboru in tako naprej, ampak da je ambicija, da se teren osvoji do konca in s to tranzicijo nekako zaključi. In je naravno pravzaprav, da vsi te, jaz jim pravim, že skoraj relikti nekega prejšnjega sistema stopijo v ospredje in poskušajo nekako motivirati svoje ljudi, da namesto, da bi šli skozi neko dajmo reči samo refleksijo, da bi ponudili neke nove ideje, v resnici ne ponujajo nič novega. Ponujajo revolucijo, ponujajo neko borbo, neko zaničevanje, nekaj, kar si mi vsi, se mi zdi, na tihem želimo, da postane del preteklosti. Ja, preživeti vzorce. Ja, preživeti vzorce, tako je. Kaj pa pravite na to sliko, se si že prej opisal, je nul, pa Golob tam. Mislim, ne vem, zdaj, če hotel do zdajšnji predsednik vlade za nazaj dati neko sporočilo, da je on vlado pač v imenu Jaše Jenulla, ne vem, kaj bi točno s tem, kaj bi mu to koristilo. Zdaj to, da on, koga on zdaj precipira kot nekega pač predstavnika tu zdaj neke ali civilne družbe ali ne vem česa, nekih struktur, v imenu katerih je on vladal in v imenu katerih sporoča, da se bo zdaj vrnil na oblast, bi šel nazaj na tisto, kar sem dan že večkrat omenil. Se pravi, lahko se mu pridružil tisti kocki, pa skup tu kolesarta, ampak bo ta pač osamljena. Bo ta sicer dva, bo šlo za 100% gor, ampak še zmerno bo ta samo ona dva. Skratka, jaz ne verjamem, da ta hip v Sloveniji kdo misli, da
lahko Jaša je 0, pa Robert Golob spremenita kaj na boljš. Ne verjamem, da je takih velik, ker smo v končni fazi videli, koliko lahko Robert Golob naredi in Jaša je 0, je pa tudi ves čas tu bil zraven. In drugo, kot je rekel Edo, pač treba je sporočati, da je vse normalno, ampak ni vse normalno, po njihovi zaslugi ni normalno in res bi jim priporočil, to gre njim v korist, naj se vzamejo vase, naj malo razmislijo. To oblast je treba pustiti pri miru, ker je pač posledica rezultata volitev in je treba pustiti pri miru, zato ker ima pravico do miru, čeprav se je to ne priznava, in drugo, ker da bo nekaj naredila, ker potem se lahko ti pogovarjaš o tem, kaj je pač naredila. Ne ponavljati napak, ki jih je delno tudi Janša storil za moj okus pred 4 leti, ko je šel prehitro v tiste referendume. Zdaj oni pač ponavljajo to napako. Vsako stvar, ki je ta vlada sprejme, bomo mi zahtevali referendum, bomo zahtevali ustavno presojo, bomo to zrušili, bomo to zablokirali. Pa ne, ni res, ne. Jaz sem takrat recimo glasoval... Vidim, da je Golobič skeptičen do nekaterih referendumov. Jaz sem takrat glasoval za na tistih referendumih in moj argument je bil, da kar se mene tiče, pač nova vlada ima pravico, da si stvari uredi, tako kot si je zamislila. Sicer se mi je zdel butas, da imaš 20 resorjev, kar se je tudi pol na konci izkazalo, ampak pač imajo to pravico. Se pravi, mi a priori zdaj, in tudi so imeli volilni rezultat za sabo. In zdaj točno ista situacija. Se pravi, jasno je, kako je politično razmerje sil v Sloveniji in ta vlada ima pravico, da si uredi stvari tako, kot si želi, ker potem jo bomo lahko objektivno ocenjevali, ali so to bili pametni predlogi, ali niso bili in kako se obnaša. In zato pa ti rabiš samo refleksijo. Ti moraš ugotoviti, zakaj si izgubil volitve in kako zapuščino si pustil. Jasno je, da oni tega ne naredili. Zato, ker njim se še zmerom zdi, da je to neka prevara, da je to neka krivica, zdaj so spet govorili, Golob je spet govoril tam pod tistim drevesom z nulom, da to so prevaranti vam zdaj hoče to, pa prevaranti vam hoče ono, pa ne jim verjeti, pa pejte vi na referendum, pa gor, pa dol, pa sem, pa tja. V končni fazi ne vem, kaj ti misliš, Edo, ampak tudi če pade recimo teoretično ta zakon o parlamentarni preiskavi na referendum, kaj pa pol? Kaj pa bo to vplivalo na to, na to pač novo oblast? Kot si ti lepo povedal, na lastne primere bojem se že pod obstoječe zakonodaja, če oblast želi, lahko jo zlorabi, pa preiskuje kogarkoli hoče. Se pravi, to je spet bi rekel, bojenje upov ljudi za brez veze, da bo pol nek rezultat in pa bo kar vlada padla, pa bo ne vem kaj, pa nič vstega ne bo. Tako je, še nekaj ta pogovor Janula pa Goloba kaže, saj jaz ga tako vidim, da so se te veliki aktivisti, ki so pomagali Goloba v bistvu ustoličiti, enostavno ta trenutek razbežali, poskrili na varno ta trenutek, ker se ne ve, kaj bo. Nova vlada bo zagotovo, vsaj jaz mi na tak način pristopil, morala določene stvari demontirati v medijskem prostoru. Enostavno bo morala, če tega ne bo storila, bo pokasirala to v roku 2 let in bo čez 2 leti, dajmo reči, v hudih težavah. Govorim tukaj o RTV-ju, govorim tukaj o različnih aktivistih, ki se napajajo skozi obveščevalne vode in tako naprej. Finančne tokove in tako naprej. Kar mi tukaj lahko vidimo in ga dobesedno, jaz sem jih tako precipiral in ga obupam, ga Janula, ki je ostal sam tam na ulici, ki se gre v bistvu, da bi sprožil nekako to snežno kepo nekega upora in ne vem kaj. In Golobu več kot očitno od tiste njegove famozne ekipe necenzuriranih in obveščevalcev v ozadju ni prav veliko ostalo. Ker slišim tudi, da se je nikako več distanciralo od Janula. Zdaj tako, o tem distanciranju in tako naprej imam jaz svoje mnenje in sicer gre za ta trenutek neko obdobje, kjer so, saj po mojih informacijah, so te ljudje zelo intenzivno vključeni v različne izobraževanja in različne povezave, ki v ozadju pač tečejo. Za ponovni, kako bi rekel, vzpon teh progresivnih sil v Evropi, ker so ta trenutek zagotovo v odhodu. Po Starmerju sta v resnici samo še Sanchez pa Macron, taka dva glasna, vse ostalo je pa več ali manj že, bom rekel, smetišče zgodovine. Se Macron v prihodnje leto zaključuje. Sej prav, in je ta trenutek velik razmislek o tem, kako ta forum Sao Paulo, pa vse Palula kot kako bi rekel, veliki iniciator vseh teh sprememb, kako te zadeve spet nazaj zgenerirati. In v Evropi tega zmanjkuje. To se pravi, Sanchez je ta trenutek še mogoče najbolj viden, kar pomeni, da se aktivisti levice pod
finančnim okriljem, ne, Soroša in vsega tega, ne, kar ljudje mislijo, da so to neke teorije zarote, v resnici so zelo, zelo resnične stvari. Ne. Kako se financirajo te tokovi? Se izobražujejo in snujejo strategije, ki bodo prišle na vrsto pač v bližnji prihodnosti. Ne? Kar pomeni, da je za njih zelo dobro, da se ta trenutek umaknejo iz javnosti, ne? In se potem vrnejo z nekimi dajmo reči, skoraj obskurnimi, recimo, kot smo imeli tisti My Voice, My Choice in ne vem, kaj so se šli, v resnici ni bilo nobenega dosega in vse skupaj, razen to, da se je prah dvigoval. Vendar jaz tega ne bi podcenjeval. Mi je pa bila ta slika Goloba, pa je nula, v bistvu tako en taka precej, dajmo reči, bedna karikatura nekega aktivizma, ubujanja nečesa, kar je v resnici že pase. Še najboljši komentar si ti rekel, saj smo videli nula samega v tisti škatli, ki se je vozil okrog in je v bistvu nekako povedal, kam sodi oziroma kakšen doseg ima. Dobro, še eno vprašanje imam za oba dva, zadnjo v bistvu, tale skok, ne, to je bila ena od osrednjih tem predvolilne kampanje, ampak zdaj 4 tedne vlade Janeza Janše, govorili se o tem, da ne bi skok bil, zakon o skoku sprejet, takrat celo v tistem paketu omnibusa, pa zakon o pokopih in tako dalje, ampak zdaj smo pa tukaj, pa skoka še ni, ne. In tudi ga očitno, koliko sem se jaz pač malo informiral, še pa je to dajo, je še daleč od tega, da bi do skoka prišlo. Vse skupaj mislim, da je zakon ne bi nastajal na ministrstvu za pravosodje, ki ga imajo demokrati oziroma Logarjeva stranka, ampak ni ga še, ne. Zdaj tisti, ki so ideološko bližji te vladi, kot sem recimo jaz, tudi meni isto pravijo, da sta tu pač dva različna koncepta, eden je bi rekel tak oži, Ja, pa sta precej različna, veš, koncepta. Eden je bolj radikalen, zelo različna koncepta. Zdaj, če karikiram, en prisega na fosilna goriva, en pa na veter, se pravi zelo težko združljivo. Jaz ne vem, kaj se bo zgodilo, Če drži, da... Ne, mislim, govorimo o tem, ker ljudje so imeli veliko pričakovanja, okoli tega skoka. To je bilo, skok, pa recimo socialna kapica, pa nekaj teh stvari je bilo, ki so bila velika pričakovanja, ampak se mi zdi, da je, saj kar se tiče teh na finančnem področju, je finančni minister, verjetno na podlagi svojih bogatih izkušenj, je kar uspešno to prebrodil, bi rekel, to začetno nezadovoljstvo, ker treba razumeti ljudi, Po eni strani imaš te, ki so podpirali dosedanjo oblast, ki so itak vsi proti, po drugi strani pa tiste, ki so zdaj 4 leta trpeli in zdaj upravičeno verjetno pričakujejo, da se bo za njih kaj spremenilo. Zdaj, če minister za pravosodje res dela na tem zakonu, potem bi mu jaz dobronamerno pač svetoval, naj se temu posveti, mogoče malo manj hodi na neke PR obiske nekih stavb, propadajočih v Ljubljani. Ti si bil mali izhod, ker ni skoka, da si je šel malo gledat, ker to je lahko zelo dvorezen meč. Jaz pač od ministra za pravosodje pričakujem, ne zgolj od tega, od kjerkoli bi bil na tej poziciji, da bo recimo tam, ker 100 dni miru, to mu priznam, tak sem, dosleden, če se malo pohecam, ampak da bo prišel pač tam pol jeseni in da bo povedal, kako bo rešil prostorsko stisko recimo slovenskega pravosodja. Ker drugače 4 leta hodi v bajto gled, vsakič bo še malo bolj propadla, mogoče bo kakšna podgana več tam se šetala, ampak mi do rešitve ne bomo prišli. Tako da hočem reči to, naj ta vlada, če zdaj, sam bom sklenil s tem, to je začetno vprašanje, ali naj spreminja Slovenijo, ali naj vlada, tako sem že prej rekel, naj vlada in bo s tem najbolj spremenila Slovenijo. Naj prihaja z rešitvami, naj se čim prej uskladi, kak ta skok bo in pač naj pride s to rešitvijo in reče, tako bomo delali, ker če ne, se bo sam podaljšvalo to obdobje pač, bi rekel, nestabilnosti. Tisti, ki so do zdaj to počeli na raznih kvazi neodvisnih pač inštitucijah, bojo spet dobili nazaj krila in tako naprej. Skratka, delajte tako, kot ste si zamislili in po vaših dejanjih vas bomo sodili. Ne se fejst ukvarjati s tem, kaj misli nekdo na TikToku, kaj reče je nul z golobom pod nekim drevesom in s temi stvarmi, ker ljudje, volivci, saj verjetno se pojedo strinjajo, smo hitro pokvarljiva roba, Če boš ti zdaj ljudi vsakič spraševal, kaj se njim dopade, pa se potem ravnal, se ti bo sam zvrtel v glavi, Tako da imejte svojo špuro, pokazali so, da vejo, kaj bi radi, ker so se relativno hitro zmenili, kako bodo stvari zapeljali in v to tako morajo po mojem mnenju pač nadaljevati. In pa logično ne bo lahko, ker interesov za to, da jim spožitijo. Tale obisk tega ministra Zupančiča,
pa ugled, pa filmanje tega ugleda, te stavbe na Litijski, to je taka, malo je bila, to je nulovska poteza, ne? Tako je nul, recimo, dela. Če me napraviš brez veze. Kako? Če me napraviš čist brez veze. Ja, se tako, pa nisem čisto razumel. Ja. Se vemo, da je Resula. Ampak hočem to reči, ne? A veš, govoriti pred volitvami o korupciji je v bistvu zelo privlačno. Sej si vsi želimo, pa sej si vsi želimo se znebiti korupcije, sej si sploh ne predstavljaš, kaj to korupcija sploh pomeni. Sej korupcija ne pomeni samo nekomu kuverte tlačati, korupcija pomeni tudi gledati stran, ko svoje zaposlujejo, pa urejajo neke posle, pa tako naprej. Kolikor je lahko, na eni strani, verjetno na drugi strani ni tako enostavno zdaj sistemsko to urediti, pa zdaj kdo pa ne bi v skoku delal, sej v končni fazi ne bomo z Marsa pa iz Lune prepeljali ljudi, to bojo ljudje, ki so že zdaj sodelovali v nekih organih, ki so že zdaj po definiciji morali biti neodvisni nad nekimi temi strankarskimi, političnimi, mafijskimi povezavami, in kako to zdaj, ali mi to imenujemo, ne vem, skok, ali pa imenujemo karkoli drugega, skokec, je v bistvu čisto vse, zdaj se pravim, meni ni jasno, kdo naj bi drugače, kateri drugi ljudje naj bi tam noter delali, sam to, da bojo imeli vizitko oziroma tablo pred vrati, drugo. Pa isti ljudi, da bi delali drugače. Mislim, in zdaj, zakaj bi oni drugače delali, samo, vse to lahko že zdaj organizacijsko, ampak obljuba je bila dana, v resnici vsi pričakujemo, da se bo nekaj na tem področju zgodilo, in jaz se tukaj globoko strinjam s tem, naj se zgodi. Naj se nekaj zgodi. Mogoče je boljš, da tudi če se slabo zgodi, kot da se nič ne zgodi. Ker boš težko branil, da nič nisi naredil zato, ker se nekaj ni dal, prej si obljubljal, dobil si vajeti v svoje roke, pa nič nisi naredil. Zdaj, res pa je, da bo čas pokazal, kaj bo zdaj s to učinkovitostjo in kaj ne bo s to učinkovitostjo. Mi imamo, se mi zdi, v tem aparatu državnem hud problem, tako kot je na eni strani problem dobiti res dobre kadre v javno upravo, preprosto zato, ker je več plačni sistem takšen, kot je. Zdaj, in še najboljši se mi zdi, da je to zgodbo ponazoril Golobov flop, ali ne vem, kaj je sploh hotel, takrat je rekel, če vam pa privatno uspe, pa pridite v javno upravo, vas bomo že zrihtali. Boste imeli manjšo plačo, ampak boste imeli pa socialno varnost, pa vse skupaj. In je, bom rekel, več teh sistemskih težav je, zdaj kako tem ljudem, ki bi recimo delali v skoku, jaz zdaj to naglaj, jaz res ne vem globje, kaj je v ozadju, ampak kako tem ljudem zagotoviti neko, ne vem, neodvisnost, tudi finančno biti dovolj na varni strani in vse to, da bojo res lahko učinkoviti, iskreno ne vem, Slovenija je v bistvu toliko majhna, če, kako bi rekel, zarežeš z nožem v karkoli, imaš veliko verjetnost, da bo sam sebe urezal, in je to še en dodaten problem. Vendar pa še enkrat, boljš, da se naredi ta trenutek nekaj, tudi če ne bo toliko odlično, kot imamo predstavo, in dlje časa se nič ne bo naredil, višja bojo ta pričakovanja in želje in ambicije vseh nas, kaj bi vse radi tam videli, kot bo na koncu v bistvu. Zdaj, če smo že pri teh komunikacijskih veščinah, teh novih ministrov, recimo, kako pa gledate na to, na X-u sem videl, tako malo ste mi zdeli, bom rekel, nenavadno, ta minister za šolstvo Rončević, ko objavlja, ljubitelj kulinarike, ko objavlja te pečene udojke, pa neke golaže, pa vse te stvari. V čem mislim, kaj je tole? Zdaj tako, ko se mi zdi, da ni zapopadel še, da je minister. Če bi mene vprašal, bi rekel, nekaj. Mislim, tako je, ker tudi to skakanje v posamezne izjave in tako naprej, kaj šele v skakanje v izjave anonimnežev, v bistvu se ne more dobro končati. Jaz bi prej rekel, pejte v varen pristan svojih PR služb, puste za ta čas. Kljub temu, da imaš nek svoj ego, pa rečeš, pač jaz sem tu človek, ki živim svoje stvari, mogoče res, ampak ko si ti enkrat minister, si minister, pač je to... Drugi standardi veljajo. Je tole mehen drugače, ljudje te drugače jemljajo in je, kako bi rekel, varno obzidje PR služb tisto, ki pravzaprav je tudi temu namenjeno, da je, in recimo bistvena razlika med Janševo pa Golobovo vlado, ki se bo še pokazala, je v tem,
da je Golobova vlada en velik del svojega časa preživljala po dopustih, pa v bistvu si je nekako jemala to pravico do odklopa. Ne. Pri Janši v bistvu vemo, pri prejšnji vladi pa tako naprej, da teh odklopov ni, ne, da je to mehanizem, ki 24 ur na dan deluje. Ne. In zdaj, da ti zraven se potem še ukvarjaš z nekimi, mislim, jaz kako bi rekel, lahko rečem, da mu čestitam in prvoščem vse golaže pa vse stvari v teh primerov, ne, ampak bi rekel, da je mogoče pa te 4 leta, da je malo preskoč, ne, to pa pusti te stvari primeru, ker na koncu dneva šteje nekaj, ne. Več bo teh zasebnih informacij v javnosti, več bo teh zasebnih kljuk, na katere se bojo anonimneži, hejteri in vse to obešali. In večja verjetnost bo, da boš na koncu precej potolčen prišel ven iz teh verbalnih spopadov, kot pa če ne bi objavljal, če bi to v nekih zaprtih krogih delil in pustil primeru, bom rekel, vsaj kar se tiče javnosti. Če pa vse iz teh zaprtih krogov na Facebooku pride ven, ne? Tudi to je res, ne, ampak saj pravim, jaz bi rekel, da osnovno vodilo bi bilo tukaj nekoliko več ali pa nekoliko manj tega privatnega deljenja, teh privatnih vidikov, pa nekoliko več tega čist formalnega, sej, rekel je en kup teh srečanj pa tega, da se da od tem razne fotke, kaj se dobro je, pa pije, pa bomo tudi to nekako tolerirali. Izvoli. Ja, neč, jaz bi se strinjal s tem, kar je dopovedal, ne, nastaja vtis, da si resorni minister blazno želi, da bi postal tarča, ne, da bi ga opazili, da je on tudi minister in da bi namesto, da Stevanoviču učitajo, kje parkira po Beogradu in komu drugemu kaj, da bi začeli njemu kaj učitati. Jaz mislim, da to je kontraproduktivno, ne. Najbolj srečen, ko si na politični funkciji, si lahko, če nimaš nobenih objav, ne, ker potem pač lahko delaš v miru, še posebej pa, če imaš objave, ki ali so privat, se pravi niso povezane s tvojim delom, ali pa celo, da se vključujejo v neke debate, ki ne pašejo v njegov resor, kot recimo ta volilna pravica državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ne, v to vpleta tudi svojo neposredno družino, soprogo in tako naprej. To mislim, da je v nasprotju z nekimi pravili komunikacije in v resnici nič ne prispeva k temu, da bi lahko on bolj učinkovito in uspešno upravljal svoje delo, tako kot je rekel Edo, zahteva pa pač nek čas, energijo in omogoča nasprotnikom, ki pa so roko na srce, tu se ni treba slepiti brezštevilni, ne, in brutalni, ja, hvala nek štof, neko kurivo, na podlagi katerega lahko zakurijo nek požar, ampak se mi zdi, da je to malo bi rekel, značajska posebnost nekaterih novih ministrov, no, da imajo malo občutek, da nas zdaj zanima njihovo mnenje o vsem in da so oni postali ministri zaradi svojih zasebnih stališč. Ne. Niso. Ne. Oni so postali ministri zato, ker jih je predsednik vlade predlagal in ker so dobili zaupanje v državnem zboru, da vodijo to državo. Kaj si oni privat mislijo, a je to plus ali minus, a je to meni osebno všeč ali ni všeč, sploh ne igra nobene vloge. Ne. To lahko pač v okviru svojega doma na kavču, mi jih bomo ocenjevali potem, saj verjetno mi, ki tu sedimo, kaj bojo počeli na svojem resorju. Ali zakaj pa bi si naj nekdo želel, da je tarča? Jaz sem rekel, da na ta, ali želja poslavijo, verjetno, ne, ampak pač lahko je to podzavestno, ne, ampak zato sem rekel, da nastaja vtis, ne, se pravi, ne, sej, da ne bom zdaj preveč nesram, poznamo tisto basen, ne, ko pač ptič zmrzne na veji, pa pade na tla, ne, pa se krava podela na ga in potem mu je spet toplo, pa oživi, pa začne čivkati, ne. Se pravi, če si na toplem, pa če ti je v redu, tiho vod, ne, zakaj rabiš to sporočati, ne. Jaz sem recimo ministru za izobraževanje, pa ga sicer disclaimer, ne, šolstvo, ja, ga osebno pač poznam dolg časa že, pa tudi sva bila v času delavca na fakulteti in tako naprej. Zelo veliko stvari smo zdaj izvedeli, ne? Če pozabim to, ko jaz pač o njem vem, ki ga pač osebno poznam. Ne? Zvedeli smo, da je finančno preskrbljen, zvedeli smo, da pač rad kuha, zvedeli smo pač, s kom je poročen. To pa, da je recimo ukazal, da morajo, kot zakon veleva, pred vsemi slovenskimi šolami viseti slovenske zastave, je pa šlo kar mimo, ne? Zato, ker se vsi ukvarjamo s temi odojki, pa s temi goloži, pa s tem naprej. Ne? Jaz na njegovem mestu bi se drugače obnašal, ne? Jaz bi poskrbel, da se zakon spoštuje, ker je tako prav, ampak bi počakal, da se opaz to.
da vse posod visijo slovenske zastave pred slovenskimi šolami. Ne da ti moraš zdaj sporočiti, da si ti to naročil in zakaj si ti to naročil, potem kot prav Edo se zapleteš v nek tam Twitter spopad z bivšo ministrico in tako naprej. To vse se mi zdi kontraproduktivno. Pa še nekaj, če smem. Ja, z Zdano Mlaka in tako. Ja, prav glede tega. Zdaj, dokler časa se nisi, kako bi rekel, orang najedu, dajmo reči, tako kar rečejo, pač drek se spere, smrad pa ostane. Marsikdo si predstavlja, da je precej, kako bi rekel, trden, ne vem kaj, ampak več je teh malih točk, ki pridejo ven, večja je možnost, da se bo nakotalil nekaj, kar te bo tako ali drugače resno udaralo. In mogoče je tudi malo tega ego tripa, ker v politiki brez ego tripa težko nasplošno pride skozi. Samo, če ga je preveč, te pa tudi potem to javno mnenje hitro nekako spusti na realna tla in v Sloveniji, kjer je ta trenutek, bom rekel, so člani te vlade, če že govorimo o tem, pač na nekem terenu, ki je, dajmo celo bi lahko rekel, precej sovražno do njih. In to početi se, jaz bi rekel, temu prav dobro se končati ne more, čistko. Dobro, Aljuš, Edvard, najlepša hvala za vajne komentarje. Mi se znova vidimo ta petek, ko bomo ekskluzivno intervjuvali poslanko oziroma vodjo poslanske skupine Resnice, gospod Katjo Kokot. Do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.